Hvala ministru. Zdaj pa prosim vprašanje. To bi se rekli 2012, to ne bi tukaj že, mislim, se malo razumela, kdaj ne bi to zaživelo resnično v praksi? Ker delno terminski. Terminski plan je tak, da Zavod za zdravstveno zavarovanje bo že v pogodbah za leto 2011. Veste, da v letošnjem letu prvič sklepajo pogodbe z izvajalci s 1. januarjem. Torej, s 1. januarjem bodo nekateri izvajalci bi že lahko izvali ta program, seveda morali bo po protokolu, tako da te referenčne ambulante začnejo z aktivnostmi v letu 2011. Ali so bili cilji, ali bodo cilji doseženi, pa po mojem ocena šele v letu 2012, ko bomo imeli vse rezultate, bomo imeli postavljeno mreže, bomo lahko tudi validirali, kaj je bilo doseženo. Drugače pa v sistemu so že v letošnjem letu. A bodo tu istočasno, recimo, diplomirana medicinska sestra in zdravnik delala? Kako ste to prostorili? To je zadeve organizacije dela. Ko bo zdravnik v ambulanti, bo obravnaval to svojo populacijo in ob temu bo pomagala diplomirana medicinska sestra. Organizacijsko tega ni problem izpeljati, vi poznate zdravstvene domove, inštitucije, kjer delo poteka v turnusu, skratka vedno je ambulanta nasprotnega turnusa na razpolago prostorsko, da lahko diplomirana medicinska sestra to delo spelje v ločenem prostoru. Kar je bolj pomembno, je pomembno to načrtovano, vsebinsko regulirano delo diplomirane medicinske sestre, ki bo za določene obsege svojega dela nadgradila te svoje znanje in te module izobraževanja predvidevamo začeti v mesecu marcu oziroma v aprilu bi potem vsebinsko celovito ambulanta lahko zaštartala, kar se tiče kadrovsko, kar se tiče določenih protokolov, določene preventive in kot je že gospod minister poudaril, zadeva je v razvoju, kar pomeni tekom letošnjega leta se bo dopolnjevala, se bo mogoče tudi kaj popravljala in ene prve končne rezultate bi lahko konc leta dobili. Pa je dovolj diplomiranih medicinskih sester je zadosti. Naslednji teden v sredo 12. januarja je predvideno srečanje za vse te interesente, ki bodo izpolnjen vprašalnik hkrati prinesli tudi na to srečanje. Osnovni vstop oziroma osnovni pogoj za vstop med kandidate za te referenčne ambulante je doseganje 60% odličnosti ocene svoje lastne ambulante. Na podlagi tega, na podlagi regijske razpršenosti, ki jo želimo in moramo zagotoviti zaradi tega, ker delo zdravnika je kljub vsemu drugačno, ali poteka recimo v Ljubljani ali poteka v nekem ruralnem okolju, bomo potem v primeru, da se na določeno mesto bi želelo delati več zdravnikov, odločali na podlagi strokovnosti zdravnikov. Te norme, ti normativi za strokovnost so pa podani. No, samo še tu dodam, in to je tisto, kar sem omenil. Vkolikor bi se izkazalo, da večji število izvajalcev dosega to kritično normo, oziroma da bi bila večja potreba za pokritost, regionalno pokritost, oziroma lahko bi celo povedali, če se bo ugotovilo, da so v določenih regijah specifične večje potrebe, sami poznate Slovenijo in da so javnozdravstveni problemi različni, ponekod večji problem starostnikov, ponekod večji problem samomora in temu primerno tudi preventivnih programov in kroničnih bolnikov, bomo ta obseg lahko tudi v naslednjih letih ali pa mesecih širili, če se bo pojavila potreba. Zaenkrat, za začetek je stroko ocenila, da bi bilo 40 ambulant dovolj za slovenski prostor. Mene zanima, če lahko mogoče bolj specificiramo, da je konkretno prva takšna ambulanta odprla svoje vrata. Kot drugo me zanima, a bo šlo to za nas bolnike, kakšen bo razlika, a bo to pač, če imam jaz srečo, bo moja zdravnica, ali bom jaz pol hitela zvedeti, kjer zdravnike to imam že nekaj pravim njemu. Pa tretja zadeva, to pomeni več dela za medicinske sestre za enako denarje. A začnem kar pri začetku.
Jaz konkretno na podoben način že obravnavam te bolnike. Jaz osebno delam v zdravstvenem domu Šentvid, ampak trenutno se ne štejem kot referenčna ambulanta. Ti, ki imajo že zaposlene diplomirane sestre, pravzaprav lahko v januarju začno, zaradi tega, ker protokoli so dani in osnovni procesi omogočajo začetek tega dela. Kot je pa že poudarjeno, pravzaprav predvidevamo, da bi teh 40 referenčnih ambulant, ki jih predvidevamo, lahko vsebinsko štartale v mesecu aprilu. Več ali manj vse. Naslednje vprašanje je bilo... Ja. Zdaj, poglejte, kakovost primarnega zdravstva pravzaprav je že zdajle na relativno veliki ravni, kar pomeni, ne glede, a boste vi v referenčni ambulanti ali navadni ambulanti, izidi zdravljenja za vas ne smejo biti temu primerno slabši. Kar pa referenčna ambulanta zagotavlja, je določeno organizacijo in delitev dela, kar pomeni, vsi ti bolniki, ki zdajle čakajo, da se enkrat na 3 mesece zmerijo pritisk recimo pri svojemu zdravniku, da jim predpiše nadaljnja zdravila, bojo to lahko opravili pri diplomirani medicinski sestri. Sredstva za dohodek, za plačo za to diplomirano medicinsko sestro so zagotovljena v teh sredstvih, ki jih aneks 2 prinaša. In še eno vprašanje? Ne. To je širitev. To je širitev. Skratka, če bi nekako povzeli, pravzaprav razbremenitev dela zdajle zdravnika, razbremenitev deloma tudi srednje medicinske sestre, zaradi tega, ker bojo kompetence med diplomirano in srednjo medicinsko sestro zelo jasno določene in pravzaprav tukaj ne bo več tenzije, kaj ena, kaj druga. In pravzaprav en del dela, ki ga zaradi narave dela, pravzaprav dela zdajle že srednja medicinska sestra, bo prenešen na diplomirano, kar pomeni tim, kot zdaj tak ostane nespremenjen, s tem, da se nadgradi in sredstva za to nadgradnjo so zagotovljena. To pomeni, če zdaj prav razumem, ne bo šlo za to, da ta diplomirana medicinska sestra recimo dela v zdravstvenem domu, naprimer pa posluga pacijente 3 zdravnikov ali 4 zdravnikov, ampak dela samo s pacijenti enega zdravnika. Dela s pacijenti 2 zdravnikov, zaradi tega, ker trenutno je predvideno, ker gre kljub vsemu za pilotni projekt, kar pomeni, ne vemo, kaj se bo izkazalo zelo natančno. Trenutno polovico diplomirane medicinske sestre pokriva eno ambulanto, to pomeni, če povzamem, ena diplomirana medicinska sestra bo skrbela za populacijo 2 zdravnikov na področju kroničnih, stabilnih bolnikov in presejanja preventive. Mislite, da bodo bolniki zaupali medicinskim sestram, če bojo nameščeni? Seveda, hvala za vprašanje, ker je zelo umestno in seveda se lahko zgodi tudi, da bo kjer bolnik dvomil, ampak mi se moramo zavedati, že ta trenutek diplomirane medicinske sestre delajo na zdravstveni vzgoji, na teh zdravstveno-vzgojnih delavnicah in ljudje z izjemnim veseljem hodijo k njim, zaradi tega, ker imajo enostavno več časa. In pravzaprav, če bi prišlo do tega problema oziroma do te komplikacije, vidimo vlogo zdravnika, da pojasni, da razloži, da je to strokovno izobražena, kompetentna oseba, ki bo naredila isto, kakor bi naredil zdravnik, delala bo po protokolu, kar pomeni, če bo ugotovila, da se stanje slabša ali da je odstopa v določenih parametrih od tega, kar ona lahko ukrepa, ga bo napotila do zdravnika, lahko isti dan, lahko ga bo naročila k zdravniku. Skratka, ljudje ne bojo zaradi tega nič slabše, nasprotno boljše obravnavani, ker bojo imeli na eni strani tako pri medicinski sestri diplomirani več časa, po drugi strani pa tudi zdravnik imel za tiste, ki bojo k njemu prišli več časa v primerjavi z zdajšnjo organizacijo. Se težko pride do njih. In meni se tako naučilo, da bi tisti, ki so malce slabši, dobili okrepitve, ne pa tisti, ki bi bili že tako zelo odlični. Poglejte, sistem je narejen tako, da pravzaprav, ker gre za pilotni projekt, ne sme pasti.
To pomeni vsak model, ki ga uvajamo in da ne pade je eno zagotovilo že to, da zberemo najboljše zdravnike, ki delajo z dušo za ta projekt. Res je, da je za referenčne ambulante namenjena določena vsota denarja, ampak ko pogledamo, kaj za to vsoto denarja bo pa določen zdravnik mogel narediti, pa vidimo, da je kar precej vsebin, ki jih bo treba nadgraditi, ampak zaradi tega dobi diplomirano medicinsko sestro, dobi razbremenitev. Kar pa se obremenitve zdravnikov tiče, je pa zadeva zelo jasno določena že zdajle strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Vsi moramo sprejemati, dokler da ne dosežemo 10% glavarine nad povprečjem v enoti in takrat lahko zavračamo. Skratka, ta norma je zdajle dana za vse enako in vzporedno z uvajanjem teh projektov bomo seveda morali delati tudi na glavarinskem sistemu, pa še na mnogo čem, da bomo enkrat dosegli to ciljno raven, kar smo si zadali. Ne. S to isto populacijo bo nadgrajena vsebina dela. Ste omenili, če lahko ena sestra za bolnike 2 zdravnikov. In takem 40 ambulant pomeni 40 sester, 80 zdravnikov ali 20 sester, 40 zdravnikov? 40 zdravnikov, 20 diplomiranih sester, poudarjam za začetek. Kot je gospod minister že navedel, če se izkaže potreba po drugačni organizaciji, po drugačni kadrovski opremi, bomo to zadevno ustrezno, hitro, fleksibilno odreagirali in to dogradili. Zdaj trenutno je namreč tako, da ko človek zboli za kakšno hipovirozo, gre enkrat na leto zdravniku sedi tam 3 ure. A bo to vplivalo tudi na to? V referenčnih ambulantah naj bi. Namreč s tem, ko se zdravnik razbremeni, bo imel več časa za te akutno bolne, kar je bilo poudarjeno, in hkrati za zakomplicirane kronične bolnike. In tudi gospod minister je rekel, ne samo dostopnost na primarni ravni, hkrati tudi razbremenitev sekundarne ravni, lahko pričakujemo, ko se bo enkrat sistem uvedel. Namreč, ne glede, da gre za projekt 40 učnih ambulant, vzporedno z uvajanjem referenčnih ambulant, vzporedno z uvajanjem učnih ambulant, ki jih je večje število, in s tem, da bo vsebina dela ta ista, dana tudi v te učne ambulante, bomo pozitivno naravnana, jaz mislim, da v enih 7 letih, mogoče 10, omogoči, da bojo pravzaprav čisto vse ambulante v slovenskem prostoru, referenčne ambulante. Skratka, organizacija bo taka, kakršen modul bojo dale zdajšnje trenutne referenčne ambulante. A kakšne kvote že razdeljene, recimo, koliko je prišlo, da se tudi mora biti odbrane na domanjih bolnice in Zagotoviti moramo regijsko razpršenost, kar pomeni, geografsko mora biti pokrita tako Tolminska regija, ki ima specifiko recimo reševanja v gorah, kakor recimo določena koroške regije, ki imajo druge težave, prekmurske regije, in moramo počakati pravzaprav na število interesentov. In ko bo ta regija pokrita, potem verjetno bo Ljubljana mogoče imela namesto 1, 2 ali pa bomo videli. Skratka, to je vprašanje, na katero vam zdaj točno ne morem odgovoriti, ampak po naslednji sredi bo pa to lažje. Se pravi, sredo lahko pričakujemo nekako, da se bo videlo, ki bo resnično. Glejte, ne bi mogoče glih tako v sredo, ampak v sredo bo to res srečanje, bo predstavitev, se bojo vsi ti kandidati validirali, ampak zagotavljam, v drugi polovici januarja bojo te osebe, ta imena, te ambulante znane. Ja, glejte, zdajle za začetek so narejeni protokoli obravnav kroničnih bolnikov z KOPB, z astmo, sladkorno boleznijo, v dokončanju je srčno popuščanje in depresija. Tik pred koncem je bolečina v križu, kronično ledvično obolenje, arterijska hipertenzija. Onkologi pripravljajo za 4 najpogostejša onkološka področja, tako da s tem pokritjem in z revmatologi se pogovarjamo še za revmatološke bolnike in s tem pokritjem, pravzaprav s temi protokoli, bomo pokrili med 80 in 90% vseh kroničnih bolnikov in seveda v prvem trenutku ne bojo sem vklopljeni tisti, ki jih je izjemno malo, recimo bolniki s parkinsonizmom, bolniki z multiplo sklerozo, za teh v prvem trenutku protokolov ne bo, ker je pa tudi organizacija njihove obravnave že sicer na drugačnem nivoju organizirana in spremljana.